Začeli bomo s praktičnim obeleževanjem praznika, torej s podelitvijo občinskih plaket, kakor jih je po pozivu javnosti sklenil podeliti občinski svet, ter pečatov in medalj, ki jih podeljuje župan. Najprej pa vabim župana Cirila Globočnika, da dijakom in dijakinjam, ki so bili odlični vsa 4 leta srednješolskega izobraževanja, izroči priznanje in denarno nagrado. Letošnji nagrajenci so Klara Babič z Dobrega Polja, odličnjakinja in zlata maturantka Gimnazije Kranj. Vida Babič z Dobrega Polja, odličnjakinja in zlata maturantka Gimnazije Kranj. Rebeka Biček iz Mošen, odličnjakinja Gimnazije Bežigrad. Lucija Dovžan iz Begunj, zlata maturantka Biotehniškega centra Naklo. Neža Fister z Brd, odličnjakinja Gimnazije Jesenice. Meta Gašperšič iz Mošen, odličnjakinja in zlata maturantka Škofijske klasične gimnazije Ljubljana. Maruša Kristan iz Radovljice, odličnjakinja in diamantna maturantka Gimnazije Kranj, ki je vse možne točke zbrala na mednarodni maturi. Iza Petek z Goše, odličnjakinja Gimnazije Franceta Prešerna. Klara Prevec z Lancovega, zlata maturantka Biotehniškega centra Naklo. Teja Lana Rupel iz Radovljice, odličnjakinja Gimnazije Franceta Prešerna. In še Lana Šumi iz Les, odličnjakinja Gimnazije Kranj, ki je svojo udeležbo danes opravičila. Odličnim dijakinjam čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi študijski poti. Dogodek, kot je današnji, je namenjen javni zahvali vsem, ki ste pripomogli, da so naši kraji živi, da v njih potekajo dejavnosti za vse generacije in s tem ustvarjate kreativno okolje in lepo prihodnost. Medaljo občine Radovljica prejmejo Nina Zaplotnik, Manca Arh in Vid Grašič za prostovoljno in požrtvovalno pomoč v kriznem času epidemije. Nina Zaplotnik, Manca Arh in Vid Grašič so že več let bolničarji, člani ekip prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Slovenije Radovljica. Ob epidemiji novega koronavirusa so se odgovorno odzvali na pozive za pomoč prostovoljcev. Od 30. oktobra do 31. decembra lani so bili prostovoljci pri skrbi in negi bolnikov v rdeči coni covidnih oddelkov Univerzitetne klinike Golnik. V tem času je bilo hospitaliziranih največ ljudi. Delo so opravljali 8 ur dnevno. Sodelovali so tudi pri vseh aktivnostih Rdečega križa na območju občine Radovljica, pri pripravi, razdeljevanju in razvozu prehranskih paketov socialno šibkejšim.
V prvem valu epidemije je Nina Zaplotnik na mejnih prehodih pomagala pri merjenju telesne temperature potnikov ob vstopu v Slovenijo. Vid Grašič je nudil učno pomoč 3 učencem radovljiške osnovne šole. Nina Zaplotnik, Manca Arh in Vid Grašič so svojim prostovoljnim in požrtvovalnim delom pomembno prispevali k reševanju krize in lajšanju stisk v času epidemije COVID-19. Pečat občine Radovljica prejme picerija Matiček za pomoč ljudem v socialni stiski v času epidemije. Nagrado bo prevzela Sabina Šiftar Bohinec. Ko se je v prvih dneh epidemije COVID-19 izkazalo, da se je povečalo število ljudi v socialni stiski, se je na to med prvimi odzvala radovljiška gostilna in picerija Matiček. Takoj po razglasitvi epidemije je priskočila na pomoč in izrazila pripravljenost, da dnevno zagotovi brezplačna kosila tistim, za katere so pristojni zaznali, da so v socialni stiski. Od marca do junija lani so pripravili in podarili 1300 toplih obrokov ter nekatere s prostovoljci tudi dostavili po domovih v Radovljici in Lescah. Svojo dobrodelno in solidarnostno akcijo so zaključili šele, ko so se preventivni ukrepi za zajezitev epidemije začeli rahljati. Picerija Matiček je v epidemiji izkazala družbeno odgovornost, solidarnost in skrb za okolje, v katerem posluje, ter prispevala velik obseg pomoči, ki je ublažil socialno stisko tistih, ki jih je epidemija še posebej prizadela. Pečat občine Radovljica prejme Primož Janc za dolgoletno aktivno udejstvovanje v športnem društvu Ljubno. Primož Janc je že 40 let aktiven član športnega društva Ljubno. Sprva kot igralec namiznega tenisa v mlajših kategorijah in nato član ekipe, ki je nastopala v medobčinski ligi. Že 25 let je tudi član upravnega odbora društva. V zadnjih letih je vključen v organizirano delo z mladimi v namizno-teniškem klubu, ki deluje v okviru športnega društva. Prevzel je vlogo glavnega trenerja, ki poleg vadbe in spremstva na tekmovanjih opravlja vsa administrativna dela, skrbi za komunikacijo z namizno-teniško zvezo, starši in športnim društvom ter organizira tekmovanja na nivoju kluba. V zadnjih sezonah je z igralci namizno-teniškega kluba Ljubno dosegel več odmevnih rezultatov na regijskem in državnem nivoju, pa tudi na mednarodnih turnirjih. Sodeluje pri vseh akcijah za obnovo doma športnega društva, pa tudi pri organizaciji vaških iger, ki so v krajevni skupnosti Ljubno postale že tradicionalne. Nadaljujemo s podelitvijo občinskih plaket. Plaketo občine Radovljica prejme Društvo za paliativno oskrbo Palias ob 10-letnici delovanja na področju paliativne oskrbe na Gorenjskem. Plaketo bo prevzel predsednik Anže Habjan. Društvo za paliativno oskrbo Palias, ustanovljeno v Radovljici v letu 2011, je namenjeno razvoju paliativne oskrbe in mreže paliativne oskrbe in je v gorenjski regiji ena od vodilnih organizacij na tem področju.
Tesno sodeluje z mobilno paliativno enoto Splošne bolnišnice Jesenice in podpira njeno dejavnost. Aktivnosti društva obsegajo organizacijo izobraževanj z področja paliativne oskrbe za laično in strokovno javnost, ter skrb za bolnike na domu in njihove svojce. Skrbijo za nemedicinsko oskrbo, spremljanje žalujočih in podporo v obliki brezplačne izposoje medicinsko-tehničnih pripomočkov. V društvu je organizirana tudi skupina za žalujoče. Posameznikom nudijo individualno svetovanje in negovalno pomoč mreže prostovoljcev pri oskrbi na domu. Pri tem pomagajo tudi s sofinanciranjem oskrbe na domu in medicinske opreme ter pripomočkov. Društvo organizira uspešne medgeneracijske ustvarjalne delavnice, namenjene ozaveščanju o pomenu paliativne oskrbe na Gorenjskem in hkrati podpori bolnikom in svojcem. Lani pa so predvsem za strokovno javnost oblikovali nov izobraževalni program z naslovom Ker nam je mar, ki je namenjen pridobivanju znanj in veščin paliativne oskrbe. Plaketo občine Radovljica prejme Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica ob 50-letnici humanitarnega delovanja. Plaketo bo prevzel Bogdan Nadižar. Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica šteje 470 članov in deluje pod okriljem Zveze delovnih invalidov Slovenije. Ima status invalidske organizacije in organizacije, ki deluje v javnem interesu. V svoje vrste vključuje delovne invalide in osebe s telesno okvaro z območja občin Radovljica, Bled in Gorje. V lanskem letu je pridobilo lastne prostore, ki jih je financiralo s svojimi sredstvi. Dejavnost društva obsega raznolike dejavnosti in programe, ki jih izvaja v dobrobit članov, njihovih svojcev in celotne skupnosti, ter pomembno prispevajo k neodvisnemu življenju članov in ohranjanju njihovega fizičnega in psihičnega zdravja. Člani društva na vseh ravneh zagovarjajo in podpirajo načela enakih možnosti in enakopravne obravnave, se zavzemajo za pravice invalidov kot človekove pravice in nasprotujejo vsaki diskriminaciji invalidov. Svojim prostovoljnim delom aktivno sooblikujejo izobraževanja, delavnice in posebne socialne programe. S programom Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, ki obsega obiske na domu, neposredno pomoč, srečanja in izlete, vzpostavljajo socialne stike in omogočajo psihično sproščanje. Društvo podpira tudi športno udejstvovanje članov, ki so dejavni in uspešni v več panogah. Sedaj pa se ponovno prepustimo taktom iz Rosilijeve mojstrovine. Calunnia è un venticello, una retà assai gentile, che sensibile e sottile, leggermente e dolcemente incomincia sussurrare
piano, piano. Terra, terra, sottovoce, sibillando, va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando, nell'orecchia della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, dopo lanciare l'occhio in loco, sempre buono la tempesta, che nel sente la foresta va fischiando, brontolando, e ti fa dolor gelato, alla fine quando scoppia si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria ribombare, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria ribombare. E meschino calunniato, avvilito, calpestato, tutto il pubblico flagella per gran sorte da crepar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagelo per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagelo per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagelo per gran sorte va crepar. E va crepar, e va crepar, e va crepar.